Ja, lep pozdrav z moje strani. Robert, hvala za priložnost, ali bolje, hvala za izziv. 20 let poslušamo, v zdravstvu ni moč spremeniti nič. Lahko imamo vse, vendar če nimamo zdravja, nimamo nič. To vsi vemo. Če rabite zdravnika danes, težka bo, rečem mi, težka. Žal smo tukaj, covid krize ni konec, prihaja nova kriza, pa vendarle mi moramo verjeti, da se da. In zbrali smo se tukaj, ker verjamemo, da se da tudi v zdravstvu narediti spremembe, da bomo vsi mi, ki smo tukaj, in vsi, ki so zunaj, in vsak prebivalec prišel do zdravnika, ko ga potrebuje. Naš cilj je, da vsak, ki potrebuje zdravljenje, pride do njega v najkrajšem možnem času. Hvala vsem, ki smo pisali program zdravstva. Res je, kar pravijo Italijani, tradire e fare, če il mezzo il mare, med reči in narediti je vmes morje. Mi vsi smo tukaj, da bomo na tem morju naredili most, da pridemo do tam in bomo z izvedbo programa opravili tisto, kar vsi od nas pričakujejo. Dve ključni točki sta zdravstvenega programa. Prvo je interventni zakon v zdravstvu, kjer bomo v 18 mesecih obstoječi zdravstveni sistem stabilizirali, skrajšali čakalne dobe, uredili, da vsak pacient pride do splošnega zdravnika najkasneje v 48 urah in zastavili bomo post-covidno strategijo, da bodo vsi pacienti v tem sistemu enako obravnavani. Ali imajo covid ali nimajo covida. To je naša prva naloga, druga naloga pa je, da skozi to, kar bomo naredili v tem prvem delu, pridemo do novega zakona o zdravstvenem sistemu v naši državi na ta način, da bomo na koncu našega mandata prišli do tega, da vsak pacient pride do zdravnika, do zdravljenja najkasneje v 48 urah, da ne bo nihče čakal na operacijo dlje kot 6 mesecev in da bo starostnik v domu za ostarele ali pa doma dobil oskrbo, ki jo potrebuje. To je naš cilj. To je tisto, za kar smo mi pisali našo vsebino in to je tisto, kar hočemo mi tudi narediti. Prihajam iz obale, pri nas rečemo krepat, ma ne molat. Tako bomo mi zdravstvo pripeljali do sprememb. Hvala lepa.